Takrat vem, da so že imeli, to vem zato, ker sem jaz tolmačila pri njih. Ker smo šli jaz, moj oče, profesor Andrej Jemec, profesor Muhovič in profesor Suhi. Muhovič je bil profesor na ALO-ju za likovno teorijo, ki jaz sem ga še imela, pa lani ali predlani je nehal. Profesor Suhi je pa bil profesor za grafiko na ALO-ju. In potem smo mi skupaj šli na Japonsko, ker so imeli skupno razstavo in so bili tudi njihovi študenti, pa to so imeli skupni bienale in razstave in te stvari. In sem jaz tam tolmačila direktno pogovor med profesorjem Jemcem in Toshihiro Hamano. In potem, to je bilo še cool, ker sem direktno njim tolmačila. Ampak zato, ker jaz ne znam, jaz sem bila 17. Ker nisem znala dovolj profesionalne japonščine, sem se usrala pred županom in je tam profesor Jemec govoril 10 minut o temi, kaj hoče predstavljati in pa sem jaz tako... 10 besed izlušla. Ja, sem potem, kar je on tam 10 minut govoril, sem jaz tako v enem stavku povedala in pa me je župan tako gledal, like, that's it? And I'm like, I mean, it's difficult, ja. Nisem ustavil, sem že vmes pozabila pol stvari, kaj je hotel reči, jaz ne vem, kaj je hotel reči. Nihongo Jozu. Sitno je, ker če bi mene zraven mojega očeta postavila, bi jaz sem mojemu očetu še petala glavne besede, zato da on pove v fancy japonščini naprej. To smo imeli sistem, da so rekla. In ne vem, zakaj so njega posedali na drugo stran mize, mene pa na drug rob. In pa so sam meni dali za prevajati. 17-letnic in... Ampak ne gre samo za navaden pogovor, ampak si mogla prav to strokovno slikarske termine prevajati, kar je še težje. Zdaj bi... Ampak sem jaz tudi neumna, ker se nisem pripravila. Nisem se pripravila. Sem mislila, ker ta prvič mi je šlo, ker sem direktno tolmačila, to znam, ampak ker se ni ustavil, sem jaz bila v paniki in sem vmes že pozabila. Please stop. A ne, so in v dvigalu sem se začela skoraj jokati. Vse logično, mislim. I fucked up! To mora biti PTSD. In pa tako sem pa je od mojega fata in rekel, dej, profesor Jemec je hotel to pa to povedati in sem bila like, zakaj nisi tolmačil namesto mene? Why didn't you do the job? Sem število ljudi, ki znajo slovensko in japonsko, mora biti tako na prste 2 rok mogoče v Sloveniji, ne vem. Mislim, na japonologih se jih ful veliko hoče prijaviti. Ja, prijaviti, ker gledajo anime, potem pa dropajo po enem letu. Ne, se jih je kar veliko, ki naredijo magister pa diplom. Sem je težko potem, ne vem, delati, dobiti službo v tem nekak sektorju, ker pač normalno v Sloveniji še nimamo neke, kako ne rečem, trga, kjer bi lahko rekel, nimamo nobene založbe, ki se bo ukvarjala z mangami, ali pa počasi grafiti bo po mojem začel še s kakšno mango. Ampak imaš Toyota, ki je pač ena od velikih firm, imaš, mislim, da eno robotsko firmo v Ribnici, ki se ukvarja z robotiko. Ne vem, če je Makita v Ribnici. Ne Makita, druga firma, pozabil sem ime, ampak v Ribnici imajo Situated in vem, da delajo vedno te izmenjave in tam rabijo recimo prevajalce, ampak to sem pač omenil, ne vem, mogoče za 5 ljudi zdaj službo, ne? In izven tega skoraj ni nič. Ena je na veleposlaništvu, jo vedno pozdravimo. Je tako študentka in od očeta in od mame, ki je on učil kaligrafijo nekaj časa